Obiskali smo. Dobar dan voščim in vas vabim na današnji potep. Najprej pa vprašanje, bi radi supali, plavali, kolesarili, se sprehajali, raziskovali kulturno-zgodovinsko dediščino. Vse to vam prinašamo na dlani danes in vabimo, da z nami obiščete biser Zgornjega Posočja, most na Soči. Stavimo se najprej na tem mostu. Zdravo, dobrodošli pri nas. Most na Soči lahko raziskujemo na vsaj 4 različne načine. Najprej gremo čez most po Modrost. Tukaj začnemo vse te odkrivati zgodovino in sicer vsak obiskovalec lahko gre samostojno po teh poteh ali pa vodeno z doživetjem oko reke. Tisti, ki se podajo na pot samostojno, v bistvu samo sledijo znaku Sovice. Ta Sovica pa je res značilna za most na Soči, izhaja pa iz te najdbe, ki je tukaj replika Skifosa, na kateri je ta Sovica. Ni pa to edina, greva poiskati še drugo, ki nas čaka na poti do cerkve Svete Lucije. Tako je, pridiva. Tukaj je vidna fotografija, kakšna je izgledala hiša v bronasti dobi. Zavetnica mosta na Soči je Sveta Lucija. Most je po njej nekoč nosil tudi ime. Danes je tale cerkev posvečena Sveti Luciji, drži? Sveta Lucija je bila svetnica, ki ima na pladnju upodobljene oči. To je zato, ker je zavrnila snubca, ki ni bil prave vere. No, kar je najbolj zanimivo pri tej cerkvi je, da je bila uničena v bombardiranju in potem kasneje obnovljena. In ko je bila obnovljena, je Tone kralj bil zraven in je naslikal te slike in freske, ki so noter upodobljene, so njegove. Za njega je značilno, da uporablja barve, ki so pač za Slovence pomembne, tako da je zelo rdeče, modre, bele barve. Zdaj smo se znašli pa pred osnovno šolo, ki v sebi skriva veliko bogatstvo, arheološki muzej. Pozdravljeni, se arheologije tiče, pa je skrito znotraj tega prostorčka. Vabljeni v železno dobo, to je čas recimo v tem primeru 6. stoletja oziroma 5. stoletja pred našim štetjem. Sama železna doba se malo prej že začne, nekje v 9. stoletju pred našim štetjem in traja v bistvu vse do prihoda Rimljanov v naše konce. Če vas zanima, kako so takrat živeli, potem pojdite z nama. Zdaj smo pred Hallstatsko hišo, vidimo temelje, vidimo rekonstrukcijo in si lahko na nek način predstavljamo, kako so ljudje živeli v železni dobi. Temelji, ki jih vidite tukaj za mano, so seveda originalni, to so temelji iz 5. stoletja pred našim štetjem. Od zadaj so tudi ti drenažni zidovi, ti suhozidni drenažni zidovi, ki so oklepali te železnodobne hiše. To je bila takrat tradicija vseh hiš, skoraj 40 hiš, ko smo povedali, bilo tukaj odkrite. Vse so približno tako grajene, kot je ta naša hiša znotraj arheološke zbirke. In seveda sama konstrukcija, v tem primeru rekonstrukcija, na novo napravljena, je pa ta rekonstrukcija za nami, ta okvir iz hrastovega lesa. Seveda ste tu v okolici našli okrog 7000 grobov, znotraj grobov pa številne predmete, ki nakazujejo, kako so ljudje živeli takrat. Nekaj teh predmetov lahko vidimo tudi tule, med drugim te lončene posode, tako imenovane pitose. Nekaj predmetov je vezanih seveda na samo železnodobno naselbino, to so predmeti, ki jih vidite tukaj na panojih, oziroma tudi tam znotraj, nekaj tudi znotraj teh 2-3 vitrin. Druge vrste predmetov pa so najdbe, ki izvirajo z levega brega reke Idrijce, kjer je bilo to prostorno izjemno veliko grobišče, spravi to pa so grobne najdbe, grobni pridatki, grobni predmeti, ki so jih pridali pač svojci tem umrlim. Ponovadi gre za lepše najdbe za oči, medtem ko ti predmeti, ki so vezani na naselbino, pa to so predmeti, ki jih dobimo znotraj hiš. Največ gre seveda za kuhinjsko lončenino, kuhinjske lonce. Tiste velike posode, ki jih vidite tam, so pa res pitosi, tako kot ste vi prav povedala, pitosi, ki so bili uporabljeni kot hrambena posodja, ampak ta hrambena posodja, ti pitosi so lahko bili drugotno uporabljeni tudi znotraj samega grobišča, znotraj samih grobov, kot žare, kot posode za pepel pokojnega.
Zgodovina mosta na Soči se začne v bronasti dobi, zdaj smo spoznali železno dobo, naslednja postaja je rimska doba, zato vas vabim v rimsko hišo. S to potjo most skozi čas smo naredili te kode, ki so primerne tudi za slepe in slabovidne. In v bistvu se samo poskenira kodo in že lahko gledamo, kako je rimska hiša izgledala nekoč. Tukaj vidimo ostaline iz rimske dobe. Tukaj je bila hiša, rimska hiša, njena posebnost pa je, da je zgrajena iz kamnov in tudi malte. Wow, zdaj pa smo na razgledni točki na mostu na Soči, kjer se spočijajo oči in duša, bi lahko rekli. Ja, tako je. Tle je res lepo. Prišli smo do razgledne točke pri cerkvi Svetega Maura. To je še starejša cerkev kot Lucija. Je pa tle res lepo, vidi se vse športe, veliko dogajanja, čudovito jezero, tako da res lepi pogledi tudi na vrhove, začetek Julijskih Alp v bistvu. Zdaj pa smo prišli k pravi izvirski vodi, na bogato, kar se energije tiče, točko. Pravzaprav je celoten most na Soči prepleten s to pravo pozitivno energijo, pravite. Ja, jaz mislim, glede na to, koliko časa in koliko časa nazaj je sega to zgodovina, so čutili, da je nekaj energije na tej točki. In na mostu na Soči zdaj poteka tudi pot na most po Krepkost in del te poti je potem tudi ta izvir in te energijske točke, ki jih vidimo tukaj, in pa energijske točke drugje po mostu okrog jezera. Tako da tukaj si res lahko napolnimo z energijo. Tudi dobro za oči. Če smo govorili prej, da je oko reke doživetje, smo imeli Sveto Lucijo, smo imeli vidno, nevidno, je res veliko zgodb se prepleta glede vida in ena od teh je tudi ta izvir, ki je dober za oči. Prišli smo v soncu, odhajamo sončni. Na izbiro imamo 2 ladjici. Tukaj ladjice zapeljajo po strugi navzdol ali pa po strugi navzgor in je res eno tako lepo doživetje. Se še odločate, kam na izlet? Mislim, da je jasno, na most na Soči.